Pozdravljeni. Ste kdaj imeli občutek, da v Formuli 1 se pravila spreminjajo od dirke do dirke? Da v bistvu tisto, kar se je zgodilo v preteklosti, ne velja v sedanjosti in da nikoli ne vemo, kako se bodo komisarji odločili. Danes si bomo skupaj pogledali, zakaj bi lahko imeli tak občutek. Prvi sem, ki bo trdil, da v Formuli 1 obstajajo napačne in sporne odločitve. Lep primer smo imeli v finalu sezone 2021, ko je takratni direktor dirke Michael Masi priredil pravilnik. Ne bom trdil, da je hotel nekomu pomagati, ampak da je bil totalno neprimeren in nesposoben za funkcijo, ki jo je opravljal. Namreč videli smo kar nekaj primerov, naprimer na veliki nagradi Belgije, na veliki nagradi Brazilije, ki so bile resni alarmni zvonec, da ni znal obvladovati položaja. O tem smo že na dolgo in široko govorili. Danes bi se rad fokusiral na dogajanje v sezoni 2022, ker smo lahko v tem prvem delu sezone prebirali marsikaj. In marsikaj, kar je spravilo navdušence in navijače v dvom. V dvom praktično v primerih, ki so bili stalno jasni. Težava je v tem, da mnogi avtorji, pisci, komentatorji so navajali dejstva, ki so bila nepreverjena in seveda neresnična. Za začetek bi vam rad podal enostaven, banalen primer, kaj pomeni nepreverjeno oziroma neresnično dejstvo v Formuli 1. Naletel sem na avtorja, ki je trdil pred začetkom sezone, da bomo letos spremljali 23 dirk dolgo svetovno prvenstvo. Bilo je tik pred začetkom sezone, ni bil lapsus, kajti izjava se je ponavljala večkrat. Sam se zavedam dejstva, da smo vsi zmotljivi in da vsakomur, tudi meni, kakšna izjava uteče. Prijazno sem ga opozoril, da letos imeli 22 in ne 23 dirk, kajti velika nagrada Rusije je bila v istem trenutku povedana. Takoj sem dobil izjemno agresiven odgovor. Prvič, skoraj zagotovo bo vskočila velika nagrada Turčije. Moja replika je bila, seveda, ko bo uradno potrjena, bomo govorili o 23 dirki. Ampak na to sem dobil odgovor, ki je praktično razorožil vse moje argumente o nekem objektivnem poročanju. Namreč avtor je trdil, da njegovi bralci se ne spuščajo v takšne podrobnosti, da niso tako pikolovski. In seveda, ko sem nekaj takega zaslišal, sem seveda prenehal. A najmanj sem se spomnil pravzaprav v trenutku, so uradno potrdili strani Formule 1, bodo iskali nadomestila za izpuščeno veliko nagrado Rusije. In takrat sem lahko v drugih virih prebral izjemno simpatične naslove. Letos bomo res imeli 22 dirk ter podobno. Kot da prej matematika ni bila jasna, 23 minus 1 je enako 22. A vem, sem lovski, ne razumem, kaj je bistvo Formule 1 in še bi lahko naštel. Ampak videli ste na enostavnem primeru, kakšni viri informacij so nam, navdušencem, na voljo. In zato ni čudno, da naprimer okrog dogodkov velike nagrade Monaka je bilo kar nekaj nerazumevanja, hude krvi in seveda polemik. Govorim o primeru tistega dotika razmejitvene črte strani obeh bolidov Red Bulla.
tem sem napravil poseben prispevek, ker je na dolgo in široko razloženo, zakaj je šlo. Mnogi avtorji so trdili, da je v tem primeru strani FIE šlo za neke tehnikalije, za neke spremembe pravil. V bistvu namigovali so na to, da gre zopet za favoritizem v smeri Red Bulla. Prav verjetno nihče izmed njih ni vzel iz tega športnega kodeksa FIE, kjer je prišlo med sezono 2021 in 2022 do sprememb, in kjer je bilo jasno zapisano, da kar je bilo na primer lani prepovedano, je bilo letos dovoljeno. Torej, nobenega prirejanja, nobenega tehnicizma, nobenega izmišljanja, samo pomanjkanje znanja onih, ki so kritizirani. A sam verjamem, da navdušenci in navijači prebirajo vire. Namreč vsi smo več ali manj doma in nimamo nekega neposrednega pogleda na dogajanje. Pa zato bi morali dobiti čim bolj neutralno interpretacijo dogodkov, kar pa danes seveda ne pritegne bralca. Lepše je napisati polemičen članek, kot napraviti nekaj takega, kar bi imelo naslov Red Bull je bil znotraj pravil dovoljenega. In ko so navdušenci in navijači že malce frustrirani zaradi določenega rezultata, je potrebno izjemno malo, da se sproži polemika. In na to se znajdem pogostokrat v vlogi, da moram sam razlagati, zakaj so drugi navajali nekaj, kar je napačnega. In to, verjemite, mi ni všeč. Naj razloži avtor svojih domislic, kaj je mislil ali ne. Ampak pogostokrat, nažalost, se kaj takega ne zgodi, ampak to je moja osebna kritika. Dejstvo pa je, da mnogi navdušenci na to ne razumejo, zakaj pravzaprav v Formuli 1 gre. Ne, da ne bi bili sposobni razumeti, ampak nihče jim noče razložiti. Čeprav se nekateri imajo za najhitrejše, najboljše, najstarejše, pravzaprav na področju Formule 1. Mnogokrat slišimo, da nekdo spremlja Formulo 1 že kar nekaj desetletij in kaj takega še ni videl. Verjetno ni videl ali še ni razumel, ampak ne gre kriviti njega, ampak one, ki jih ta osebek praktično prebira in seveda tudi nekako in verjame. A vrnimo se k naši temeljni temi. Zakaj v Formuli 1 pravzaprav je skorajda na vsaki veliki nagradi kar nekaj polemik? Zaradi tega, ker večino avtorjev si ne vzame časa in vsaj pregleda tisto, kar bi bilo osnovno, pravilnik, športni, tehnični, finančni, mogoče tudi športni kodeks FIE. Tam notri je jasno razloženo marsikaj. In ko ta osnova ne bi dala nekih zadovoljivih odgovorov, je možna interpretacija. Tu se pa lahko pogovarjamo, kdo je imel prav in kdo ne. Ampak udrihati brez osnov samo zato, da bi bili bolj popularni in bolj brani, v mojem osebnem mnenju neetično. In z veliko žalostjo v srcu trdim, da taki članki tudi škodijo Formuli 1, kajti marsikdo zaradi tega zasovraži ta šport. In to samo zaradi tega, ker nekateri pač ne znajo. In treba je poudariti še nekaj. Sam priznam, da sem prvi primer, ki nekako dokazuje, da vsakdo lahko odpre kanal, spletno stran in o Formuli 1 razglablja. To še ne pomeni, da ima vsakdo poslanstvo to delati kot nujno. Treba je dati nekaj več. Samo prepisovati in nekako netiti požar, v mojem mnenju, je vse prej kot zaželeno. Kot običajno moje osebno videnje, s katerim se pa marsikdo seveda ne bo strinjal. Danes seveda bo to vse. Hvala za vašo pozornost. Seveda nasvidenje.